dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o kristalni noči. Kristalna noč se pogosto imenuje tudi noč razbitega stekla. Ime se nanaša na val nasilnih protijudovskih pregonov, ki so se zgodili 9. in 10. novembra 1938. Ta val nasilja je potekal po vsej Nemčiji, priključeni Avstriji in na območjih Sudetov na Češko-Slovaškem, ki so ga nedavno priključile nemške čete. Kristalna noč je svoje ime dobila po drobcih razbitega stekla, ki so obkrožili nemške ulice po končanem nasilju. Razbito steklo je padalo iz oken sinagog, domov in podjetij, ki so bila v judovski lasti. Ta pa so bila med nasiljem oropana in uničena. Samo nasilje so spodbujali predvsem pripadnike nacistične stranke in pripadniki SA in Hitlerjeve mladine. Potem so nemški uradniki objavili, da je kristalna noč izbruhnila kot spontan izbruh javnega čustva kot odgovor na atentat Ernesta von Radta. Von Radt je bil uradnik nemškega veleposlaništva v Parizu. Herschel Greizenspan, 17-letni poljski Jud, je 7. novembra 1938 ustrelil diplomata. Nekaj dni prej so nemške oblasti iz Reicha izgnale na tisoče Judov s poljskim državljanstvom, ki so živeli v Nemčiji. Greizenspan je prejel novico, da so med njimi tudi njegovi starši, ki živijo v Nemčiji že od leta 1911. Greizenspanovim staršem in drugim izgnanim poljskim Judom je bil sprva zavrnjen vstop v njihovo rodno Poljsko. Znašli so se v begunskem taborišču blizu mesta Zweisensin, v obmejni regiji med Poljsko in Nemčijo. Obupani Greizenspan, ki je že sam živel nezakonito v Parizu, se je očitno želel maščevati za negotove razmere svoje družine. Tako da se je pojavil na nemškem veleposlaništvu in ustrelil diplomatskega uradnika. Von Radt je umrl 9. novembra 1938. Prav ta dan pa je slučajno padel na obletnico puča v pivnici leta 1923, ko je Hitler hotel prevzeti nasilno oblast v Nemčiji. To je bil zelo pomemben datum v nacionalističnem koledarju. Vodstvo nacistične stranke se je zbralo v Münchnu na paradi, ki je izgledala že bolj podobno kot cerkvena procesija. Prav tukaj pa so se nacisti odločili sprožiti akcijo, ki so je imenovali Neciviliziran. Minister za propagando Josef Goebbels, glavni pobudnik programa Kristalne noči, je sklicani nacistični gardi namignil, da je svetovno judovstvo skovalo zaroto za izvedbo atentata. Napovedal je, da se je Führer odločil, da stranka ne bo pripravljala ali organizirala demonstracij, vendar ljudi ne bodo ovirali, če izbruhnejo sami. Zdi se, da so Goebbelsove besede ljudje vzeli kot ukaz za sprožitev nasilja. Po njegovem govoru je zbrano regionalno vodstvo stranke izdalo navodila svojim krajevnim uradom. Nasilje je začelo izbruhniti v različnih delih Reicha v poznih večernih in zgodnjih jutranjih urah od 9. do 10. novembra. Ob 1:20 zjutraj enote SA in Hitlerjeve mladine po vsej Nemčiji in njenih priključnih ozemljih so sodelovale pri uničevanju domov in podjetij v lasti Judov. Pripadniki številnih enot so nosili civilna oblačila, da bi podprli fikcijo, da so bili nemiri izraz ogorčene reakcije javnosti. Kljub zunanjemu videzu spontanega nasilja in lokalne zasedbe, ki se je izvajala v različnih regijah po celotnem Reichu, so centralni ukazi, ki jih je posredoval Heydrich, so dali posebna navodila. Spontani izgredniki naj ne sprejmejo nobenih ukrepov, ki bi ogrozili življenje ali lastnino nejudov. Tujcev, ki so bili tudi judovski, niso smeli izpostavljati nasilju. V tej akciji naj bi odstranili vse sinagoge. Ukazi so tudi navajali, da morajo policijski uradniki aretirati toliko Judov, kolikor jih lahko lokalni zapori lahko sprejmejo. Po možnosti mlade zdrave moške. Izgredniki so uničili 1600 sinagog in judovskih ustanov po vsej Nemčiji, Avstriji in Sudetih. Številne sinagoge so gorele vso noč na očeh javnosti in lokalnih gasilcev, ki so sprejeli ukaz za posredovanje le zato, da preprečijo širjenje ognja na bližnje stavbe. Člani SA in Hitlerjeve mladine razbili so približno 7500 trgovin v lasti Judov in jih izropali njihovo blago. Judovska pokopališča so v mnogih regijah postala poseben predmet oskrunjenja. Še posebej uničujoče se je izkazalo v Berlinu in na Dunaju, kjer živita dve največji judovski skupnosti v nemškem Reichu. Tolpe moških SA so tavale po ulicah,
napadale Jude v njihovih hišah in Jude, na katere so naleteli, so silili, da izvajajo dejanja javnega ponižanja. Čeprav umori niso bili omenjeni v osrednjih direktivah, je kristalna noč med 9. in 10. novembrom terjala veliko judovskih življenj. Uradna številka judovskih smrti, ki so jo objavili nemški uradniki po kristalni noči, je bila 91. Policijski zapisi tega obdobja dokumentirajo tudi veliko število posilstev in samomorov po nasilju. Aretirali so 30.000 judovskih moških in jih večino iz lokalnih zaporov premestili v Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen in druga koncentracijska taborišča. Kristalna noč je prvi primer, ko je nacistični režim množično zapiral Jude zgolj na podlagi njihove etnične pripadnosti. Na stotine jih je umrlo v taboriščih zaradi brutalnega ravnanja, ki so ga prestali. Nemška vlada je nemudoma razglasila, da so za pregon krivi Judje. Nemška banka je Judom naložila globo v višini 1 milijarde Reichmarka. To je približno 400 milijonov današnjih ameriških dolarjev. Vlada Reicha je zaplenila vse zavarovalne pole Judom, katerih podjetja in domovi so bili izropani ali uničeni, tako da so judovski lastniki osebno odgovorni za stroške vseh popravil zaradi protijudovske zakonodaje. V naslednjih tednih, ki so sledili, je nemška vlada razglasila na desetine zakonov in odlokov namenjenih proti Judom. Judom so odvzeli njihovo lastnino in sredstva za preživetje. Številni od teh zakonov so uveljavili politiko, da morajo vsa podjetja, ki se jih Židje lastijo, preiti v nemško last. Zakonodaja je naredila nadaljnje korake pri odstranitvi Judov iz javnega življenja. Nemški izobraževalni uradniki so izključili judovske otroke, ki so še obiskovali nemške šole. Nemški Judje so izgubili pravico do vozniškega dovoljenja ali lastništva avtomobila. Zakonodaja je omejila dostop do javnega prevoza. Judje niso mogli več dobiti vstopa v nemška gledališča, kinodvorane ali koncertne dvorane. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.